Pozdravljeni, dragi starši, in dobrodošli v leto 2020. To je tako lepa številka. Najprej bi se vam rada zahvalila za tak uspešen in velik odziv na to, ko sem zbirala naročnike na mojem YouTube kanalu. In zdaj trenutno ste 1004 naročniki in sem zelo hvaležna, zelo ponosna, zelo vesela, da ste tako množično delili in upoštevali moje pismo Božičku, kjer sem napisala, da si želim imeti 1000 naročnikov. Tako da zdaj bomo štartali v letu 2020 na 2020 naročnikov. Tako da skupaj delamo svet lepši, ozaveščamo starše, pomagamo vsem staršem, da znajo vzpostavljati stik s svojimi otroki, da so varno navezani in da imajo seveda zdrav vpliv na svoje otroke. Tako da jaz pač verjamem, da bova z Albertom letos še bolj in še več stvari naredila za vas, da bojo stvari mogoče še bolj strukturirane, še lažje, da se boste lahko lotili, da vas ne bo strah, da ne boste mislili, da je nemogoče, ker v odnosih je dejansko res vse mogoče. Skratka, samo če si želimo in če smo pripravljeni nekaj spremeniti. Tako da rekla sem, da bom letos moj prvi video posnela v nekem pozitivnem duhu. Mogoče v pozitivnem zaradi tega, ker bom govorila o eni zgodbi, ki je celo mene presenetila. Presenetila v smislu, koliko malo je včasih treba za to, da se odnosi v družini spremenijo in da otroci začnejo funkcionirati. V lanskem letu sva imela kar nekaj delavnic za starše, v smislu stika, vzgoje, vpliva, vzorcev, skratka vse te stvari, ki vplivajo na naše bližnje odnose oziroma na odnose odraslih do otrok, ker ta odnos je majčkeno drugačen kot odnos odrasel. Ima drugačne odgovornosti. Ena mama je pač njen mož sta bila zelo vestna in sta kar na veliko teh delavnic prišla. V bistvu z največjo stisko, ki sta jo izpostavila, njuno stisko, ki sta jo izpostavila. Ne govorim, da je njuna stiska največja, ampak njima je bila ta stiska težka. In sicer nikakor nista mogla doseči, da njun otrok dela domače naloge. Skratka, nista mogla doseči niti s kaznovanjem, niti z nekim discipliniranjem, on jih je pač okrog prenašal in tako naprej. Potem sta uporabila eno stvar, ki jo večina staršev uporabi, ko ste v stiski, in to je kaznovanje in nagrajevanje s telefonom. O tem zelo veliko govoriva v najinem novem webinarju, ko sva ga dala ven pred novim letom. Najdete ga v spletni trgovini. Otroci in telefon je naslov. Tako da ne bom izgubljala časa v zvezi s tem. Bi vam pa rada povedala, da nisem naklonjena temu, da telefon uporabljate za nagrajevanje oziroma za kaznovanje, čeprav ste prepričani, da je telefon še edina stvar, za katero se je otrok pripravljen potruditi. V tem webinarju tudi poveva, zakaj to ni dolgotrajen v bistvu način, ki bi ga lahko uporabljali. Skratka, ta mama pa oče sta bila čisto zgubljena in na delavnicah smo delali zelo veliko vaj o teh vzorcih, ki smo jih dobili v svojih primarnih družinah, in seveda tudi na tem, ali smo vsiljivi starši, to se pravi starši, ki preveč vsiljujemo otroku svoje mnenje, ki preveč nadziramo otroka, ki ga preveč ščitimo pred tem, da bi pač bil kdaj tudi brez domače naloge, recimo. Skratka, zaščitena vrsta. Otrok je zaščitena vrsta. In ta mama mi je potem napisala mail, ki se mi zdi zelo pomemben. Zelo pomemben se mi zdi za vse vas, zato ker sem prepoznala v tem mailu zelo veliko staršev. Skratka, napisala mi je, a potem, če ga ne kaznujemo oziroma nagrajujemo, ga pa pustimo čist primer. A ga kar pustimo, da se sploh ne brigamo več za njegovo šolo. In tej mami sem jaz napisala, da zelo črno-belo gleda svet.
To pomeni vse ali nič. Zdaj, ali ga bomo orang nadzorovali, pa bo imel vse, ali pa ga ne bomo nič nadzorovali, pa naj pač dela, kar hoče. Vmesne lestvice, seveda, ta mama ni videla. Napisala sem ji, da pač gleda črno-belo svet in da vidi vse ali nič, in potem sem ji napisala, nadaljevanje maila je bil tak: poglejte otroka z druge plati, spremenite pogled. Ne ga pogledati, kakor da je len, da se mu ne da, da je nič vreden, da ne vidi smisla, da mu je vse en in tako naprej, to, kar velikrat rečemo. Ampak poglejte otroka v smislu, katere veščine ima, da lahko pač počne stvari, in katerih veščin mu manjka. In to pomeni, da tiste veščine, ki mu manjkajo, tega ga moramo še naučiti. Ni pa nujno, da to otroka učimo preko domačih nalog. Lahko si zato izberemo tudi kakšno drugo področje in najboljše je izbrati področje, kjer se z njim lahko dobro imamo. To se pravi, kjer imamo z njim stik. In na tem področju, kjer imamo z njim stik, bo otrok nam sledil in bo okrepil te svoje že pridobljene veščine. Tiste, ki jih pa nima, se jih bo pa učil in bo dovolil, da ga mi učimo. Ki jih bo potem uspešno uporabil seveda pri šolskem delu, ne samo pri domačih nalogah. Nekaj takega sem napisala, čeprav zelo veliko krajš mami v mailu, ker sem ji tudi napisala, da mail ni sredstvo, s katerim bi midva lahko staršem pomagala. Upam, da to veste. Se sicer trudva, da odgovoriva, ampak ne, to je, po mailu je težko, sploh če vas ne poznava. To sem ji poslala, zaželjela sem ji srečne praznike in to je to. Kar me je pa razveselilo, je pa to, da je ta mama meni okrog Silvestrovega poslala mail. In mi je napisala, da mi je ful hvaležna za moj odgovor, ki ga jaz recimo nisem videla kot nič posebenega, da je mogla kar fajn razmisliti o tem črno-belem svetu, da je ni pač padel lahko na dušo, in da je skušala upoštevati to, kar sem napisala, in da že dolgo niso imeli tako lepih praznikov, kot so ti prazniki letos. To me je tako razveselilo in sem rekla, wow, očitno je v tem, kar sem napisala, neko močno sporočilo in ga bom delila tudi z vami vsemi starši. Tako da evo, tukaj je, in mogoče je to ena poslanica za letošnje leto, lahko s tem začnemo, da iščemo otrokove kvalitete, da iščemo te veščine, ki jih on že obvlada, in s pomočjo teh veščin razvijamo še tiste, ki jih obvlada težje oziroma manj, oziroma mu delajo preglavice, oziroma se mu mogoče celo meša, zato ker mu tako zelo ne grejo. Tako da to je en dober začetek leta 2020, zaradi tega, ker če se bomo naslonili na stvari, ki delujejo, bomo te stvari tudi krepili. In dajmo tako štartati. Tako da vam želim vso srečo, naj bodo dnevi prijazni z vami in se vidimo v naslednjih videih. Dajte deliti moje videe, dajte jih komentirati, dajte povedati, kaj si želite, kaj rabite. Jaz bom letos pridna, bom več snemala in seveda malo si pogledajte na spletni strani, zdaj prihajajo nove delavnice, uspešna komunikacija z najstniki. Poveži se z menoj, vodila so še vedno zelo atraktivna, počasi bojo pošla prva naklada, tako da imam pa še eno krasno novico, ki vam jo bom pa zaupala v naslednjem videu. Je boste pa zelo veseli. Vsaj tisti, ki ste kupili vodila za najstarše temeljni vodnik. Tako da vas lepo pozdravljam.